Pozdravljeni v novi petkovi oddaji, 5 minut za, tokrat za BIM Forum 2018, ki se je odvil na Bledu 7.6.2018. To je bilo včeraj, snemava v petek zjutraj. Pozdravljam, Robi. Pozdravljam, Matjaž. Torej snemava danes. Ja, res je, to je neverjetno, v bistvu danes snemava, danes bo izdan. V bistvu včeraj sem imel priložnost biti na Bledu, na tem BIM Forumu. No in povej, kako je bilo, jaz žal nisem se mogel deležiti. Bom tako, kot sem že preden sva začela snemati, rekel, da na vsak način je bilo zelo pozitivno to, da sem srečal kolege tam, sošolce iz srednje šole, z faksa, pogovarjali smo se. Bil je tudi zelo zanimiv pogovor, ki smo ga imeli in z DRI-jem in z IBE-jem. Bil je tudi dekan fakultete, gradbene iz Ljubljane tam, in smo v bistvu majčkeno debatirali o prenovi študijskih programov in v bistvu kaj se sploh išče. In v bistvu ta del je bil v bistvu zelo pozitiven. Manj pozitiven je bil pa v bistvu tisti del, uraden del. Ne? No, sej to sem hotel reči, to bi se lahko dobili verjetno tudi kje v Ljubljani, pa kakšno reka. Ne? Kaj ne rečem, v bistvu program je vključeval kar v bistvu nekaj stvari, ne? V bistvu s poudarkom na tem akcijskem načrtu, ki je objavljen na CBIM spletni strani, tako da vsi tisti, ki še niste to pogledali, v bistvu pejte, bo polinkal v zapiskih. Malo tudi z Robijem načrt, en tak malo daljši prispevek naves, se pravi ta pravi BIM pogovor na to temo. No, ampak če zelo hitro povzamem ta BIM forum, da ne bomo predolgi, ne vem, meni se sam dogodek v bistvu ni zdel zelo posrečen, kaj prav veliko novega nisem zvedel. Mislim tudi, da vsi ostali, ki so bili tam, so bili s tem akcijskim načrtom, pa z BIM priročnikom in sploh temi vsebinami že vnaprej seznani oziroma vejo za to, tako da jaz ne verjamem, da kaj prav veliko novega ni bilo, ampak je pa najbolj široko na srce, so te dogodki predvsem priložnost srečanja kolegov, izmenjave nekih takšnih informacij, in je v bistvu bolj ta srednji del, bolj manj nek dogodek za zraven skoraj. Ne? Bilo je pa kar precej, vsaj iz moje strani, razočaranja, ker enostavno ni bilo nekih takšnih vsebin, ki jih do zdaj še nisem slišal. Ne? No, če bi zdaj povzela dogodek, pač s tem, da te vprašam, se boš naslednje leto udeležil BIM Foruma 2019, če seveda bo? Težko. Čisto odkrito povedano, težko je jasno vprašanje, kakšen bil cilj naslednjega, ampak recimo eno takšno konkretno razočaranje je bilo v bistvu, da enega predavatelja ni bilo na Bled. Je po besedah organizatorjev BIM Foruma ostal v Londonu zaradi težav z letalskim prevozom v Slovenijo. No, kakorkoli že, bil je po Skypu, se pravi Richard Kelly, z organizacijo Building Smart, je v bistvu predvsem nekako predstavil dogajanje okoli Building Smarta in kam se stvari peljajo in kaj se lahko pričakuje, kako sploh ta organizacija nekako tehnično deluje. Tako da ta zadeva je super za tiste, ki recimo se s tem nikoli niso pobliže spoznali ali pa z nekom, ki je blizu Building Smarta govorili. Tako da to se mi zdi še morda najbolj nekako tak. Čeprav po Skypu še zmer dosti živo predstavitev je imel. Bilo je govora tudi, kot rečeno, o tem akcijskem načrtu. Jaz sem upal, da bomo od avtorjev zvedeli majčkeno več o sami vsebini, morda tudi tisto, kar nekako še ni zajeto v sam akcijski načrt, pa se pričakuje, da bo. Teh informacij ni bilo, bilo je v bistvu nekako povzetek samega akcijskega načrta, ampak kot rečeno, PDF je objavljen, to si lahko vsak prebere in sem mislil, da bo kakšna taka bolj insiderska informacija tam. Ne? Bilo je pa tudi govora o SIST-u, se pravi standardizaciji in standardizacije BIM-a v Sloveniji, se pravi Slovenski inštitut za standardizacijo, vodja službe je letam, predstavlja dogajanje okoli tega, tako da vse stvari tudi na tem področju standardizacije v Sloveniji očitno premikajo. Bila je na koncu, se mi zdi, tako strani, mislim, da
Če sem prav si zapomnil od tehničnega direktorja Lineala, samo Peter Medved je vprašal, v bistvu, kako zdaj s temi dostopom do standardov, kjer je, mislim, v letu 2018 možno priti k njim v knjižnico in videti papirno verzijo nekega standarda zastonj. To jasno lahko samo v knjižnici tam narediš. Bog ne daj, da bi kaj fotografiral ali pa kaj skopiral, to je joh in sploh ne. Tako da ja, ni se kaj pustila premakniti v smer digitalizacije, pa recimo takega bolj odprtega dostopa do teh standardov, tako da je izgovor na to, da je to povsod po svetu na ta način urejeno, se mi zdi kar mačkano obrabljen izgovor, tako da bi enostavno morali to nekako drugače urejeno. Zdaj te ne bo predolga, pa teh 5 minut raztegnili na 50. Kaj bo torej rekla, da imamo več za povedati, pa da bo verjetno namela eno celo oddajo? Skratka, planirava za naslednjo oddajo, predvsem pač se pogovarjati o akcijskem načrtu, ga jasno najprej prebrati, potem pa pač si nekako svoje mnenje ustvariti in nekako nek tak povzetek narediti in upati v bistvu, da bo vse skupaj koristil poslušalcem. Enač, to je to za to petkovo oddajo in se slišimo kmalu spet. Robi, adijo. Adijo.